Spoštovani zaposlene in zaposleni v vzgoji in izobraževanju, dragi otroci, učenke in učenci, dijakinje, dijaki, spoštovani starši. Dovolite mi, da današnji nagovor in podobo iztekajočega šolskega leta strnem v misel neznanega modreca, ki je rekel takole. Ko posadiš drevo, moraš biti potrpežljiv in vztrajen. Ne moreš ga vsak dan potegniti iz zemlje, da bi videl, koliko so zrasle korenine. Neguj ga in zaupaj, pa bo iz dneva v dan večji in bolj trden. Takšno nekako je bilo letošnje šolsko leto. In sedaj, ko ga končno zaključujemo, se začenjajo poletne počitnice. Tudi letos verjamem, da za vse nas še prav posebej in komaj pričakovane. Za nami je še eno zelo drugačno šolsko leto. Čeprav polno neznank in nepredvidljivih korakov, nam je odpiralo vrata k novim znanjem in spoznanjem. Le dovoliti smo si morali to in odločno hoditi po poti znanja dalje. Zelo sem vesela, da smo s skupnimi močmi epidemiološko sliko v zadnjem mesecu uspeli toliko izboljšati, da ste lahko izpeljali tudi šole v naravi, zaključna druženja in valete. Da boste brezskrbno in živahno preživeli tudi zadnji šolski dan. Iskrena hvala vsem skupaj in vsakemu posebej, ker ste pomagali, ker ste naredili vse, da smo letošnje šolsko leto lahko uspešno pripeljali do konca. Hvala nekaj več kot 191 tisočim učenkam in učencem, 74 tisočim dijakinjam in dijakom, ter preko 40 tisočim zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah po celi državi. Hvala tudi staršem, starim staršem, sorodnikom, prijateljem za vso podporo, usmerjanje otrok in za sodelovanje šolo. Znova se je izkazalo, kako pomembno vlogo za uspešno in zdravo delo v šolskem prostoru prevzemate tudi vi. Vsi skupaj ste si letos zaslužili odmor in počitek po dolgem šolskem letu. V tem času pa nas, skupaj s stroko, čez počitnice čaka glavno delo. Jeseni vam moramo in vam bomo omogočili svežo pot naprej. Preko informacij o poteku letošnjega šolskega leta in vseh njegovih poti in stran poti se pripravljajo številne strokovne smernice in predlogi ukrepov za okrevanje, za jutrišnji dan šolskega prostora. Pri tem moramo pomagati tako učencem kot učiteljem. Na vseh ravneh že sedaj poteka niz raziskovalnih projektov, med katerimi naj omenim raziskavo na polju vrtcev, ki jo izvaja Pedagoški inštitut, za raven osnovnega in srednjega šolstva, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Državni izpitni center. Posebej bomo pozorni na rezultate nacionalnega preverjanja znanja in mature. Osrednjo nacionalno strokovno študijo na pobudo ministrstva pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca izvaja konzorcij 3 pedagoških fakultet univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem. V sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo se že pripravljajo usmeritve in priporočila učiteljem ter ravnateljem za premagovanje zaostankov, ki bodo predstavljeni 24. avgusta na konferenci pedagoškega vodenja, na katero vas že po tej poti vljudno vabim. Lepo naprošam vse strokovne delavce, učence in starše, da se odzovete prošnji za sodelovanje in da skupaj pripomorete k iskanju in prepoznavanju najboljših rešitev za čim bolj kakovosten izobraževalni sistem v prihodnje in za okrevanje po tem nesrečnem času. Spoštovani in dragi vsi, vsem skupaj želim lepe, umirjene, sončne počitniške dni. Predah po tem težkem šolskem letu je nujen. Želim vam, da ga ukrojite tako, da bo kar najbolj po vaši meri. Pazite nase. Če še niste, se prosim cepite. Ta trenutek še vedno zagotavlja varno preživljanje počitniških dni, zanesljivo pa tudi možnost, da se jeseni zopet vidimo v prostorih šol. Čisto na koncu pa vsem skupaj izrekam tudi povabilo in čestitke ob obeležitvi obletnice samostojnosti Republike Slovenije. Naj nas v prihodnje povezujejo sodelovanje, pomoč, medsebojno razumevanje, strpnost, sočutje in spoštovanje.
Isti duh poguma in povezanosti kot pred 30 leti. Skupaj smo močnejši in le skupaj lahko ustvarjamo družbo, kjer sta znanje in izobrazba ključni vrednoti ter popotnici za boljši jutrišnji dan. Srečno in vse dobro želim.